Predvsem moram povedati to, da sem želel ne uprizoriti idiota, temveč uprizoriti roman o idiotu. To se pravi, hotel sem ostati čim bolj zvest in čim bolj blizu Dostojevskega. Ni me zanimal zdaj samo siže, zgodba nekega človeka, ki je recimo idiot, ampak me je zanimal način, kako Dostojevski tega idiota postavlja v družbo, kako ga postavlja zoper in v sklad s nekimi drugimi ljudmi in kako se ta zgodba plete. Zaradi tega sem moral se poslužiti nekih momentov, ki jih je gledališče že v svojem razvoju odkrilo. Tako sem včasih zaradi tega, da bi dobil neko odprto strukturo na odru, sem se moral nasloniti na nekatere pridobitve brechtovskega gledališča. Sem se moral včasih nasloniti na nekatere dosežke nadrealističnega gledališča in tako naprej. Ves čas seveda nisem iskal zdaj niti posebne žanrske podobe, niti posebne stilne, niti posebnega načina za uprizarjanje. Ves čas mi je bilo pred očmi samo to, kako prestaviti roman, figuro junaka iz romana v junaka na odru. Tu namreč nastopi cel kup nekih zanimivih problemov, ker se mi zdi, da bralec, ki bere roman, ima nekako bližnji oseben stik s tem junakom in ga pravzaprav v svoji fantaziji slika na nek način po svoje, po nekih svojih individualnih lastnostih. Medtem, ko pride pa v gledališče, pa seveda vidi tam prav konkretnega človeka, ki je morda lahko popolnoma drugačen, kot si ga je on predstavljal v fantaziji takrat, ko je bral, in pa mora vendarle na nek način ustrezati v globalu tisti predstavi, ki jo je bralec imel v tem romanu. No, in tako se mi zdi, da sem s to odprto formo, s tem, da sem pravzaprav stvaril prizoru s 23 igralci, ki ves čas nastopajo na odru in se te posamezne figure v posameznih skicah, imam 13 skic, in te figure, ki se, kakor sem povedal že, luščijo iz te temne v ozadju pričakujoče gmote, dajo na nek način vtis, da se pravzaprav ta stvar dogaja kontinuirano z različnimi osebami, z različnimi dogodki in tako. Tako se mi zdi, da se je majčkeno približal ta odrski prikaz nekemu vtisu širšega, zelo širokega obravnavanja freske na nek način. Podvig je v začetku bil videti popolnoma tvegan. Niti sam nisem verjel, da se kaj tazga lahko sploh dobro naredi. Pa vendar se je počasi postopoma stvar, se mi zdi, relativno posrečila. Predvsem se mi zdi, da je bilo potrebno poudariti funkcijo igralca v takem prikazu in preko funkcije igralca seveda prikazati predvsem funkcijo besede. Tako se mi zdi, da se je v tej predstavi, pa najbrž tudi v kakšnih drugih sorodnih predstavah, da se gledališče tukaj le proti koncu, proti začetku, recimo, 3. tisočletja, seveda, da se vrača pravzaprav spet k besedi, da se vrača k nekemu temelju, da se vrača preko besede k psihologiji, da se vrača k nekemu, bi rekel, silno resničnemu doživljanju, skratka k nekim temeljem, morda ne tako močno poudarjenega psihološkega gledališča, kot je bilo včasih, vendarle pa k nekim temeljem prikazovanja človeških usod. To se mi zdi karakteristično za polje, v katerem je ta predstava nastajala. Montaža sama, sem že omenil, da je sestavljena iz 13 skic, ki poskušajo slediti liniji zgodbe v romanu. In se po eni strani, seveda zaradi tega, ker skica je vsaka zase na nek način fragment, se v nekem določenem smislu naslanja na uprizarjanje misterijev. Tako da je v določenem smislu lahko ta uprizoritev seveda tudi nek modern misterij.
kjer se obravnavajo temeljne stvari in temeljna vprašanja, temeljni problemi naše siceršnje eksistence. Tudi se mi zdi, da je v ansamblu najbrž po zaslugi Dostojevskega, ki ta vprašanja, o kateri sem govoril, obravnava na globoko psihološki način, da je nastala neko posebno vzdušje, neka atmosfera, da so vsi z velikim veseljem sodelovali, da so imeli občutek, da lahko tudi najmanjša gesta temeljno nekako prispeva k učinku cele predstave. Tako smo skozi vaje pravzaprav iskali smisel, ne samo naše eksistence, ne privatne, mislim, igralske eksistence, moje režijske eksistence. Nismo iskali samo to temeljno motivacijo, oziroma rajši bi rekel, ta temeljni smisel našega bivanja, ampak smo iskali seveda tudi s pomočjo Miškina, s pomočjo teh figur, temeljne, bi rekel, probleme, temeljna vprašanja in možne odgovore na eksistenco vsega človeštva, če lahko tako rečem. Kajti roman je pač tak, da seže globoko v zavest človeka. Ko človek prebere ta roman, in upam, da je nekaj podobnega tudi potem, ko pogleda to našo predstavo, da pravzaprav človek, bralec oziroma gledalec, občuti sebe in to, da je človek na nek poseben, bi rekel, poetičen, nek posebej poudarjen način. Mislim, da se s tem nekako poglobi ta zavest bivanja, ta zavest človeškosti.